čudovito si pripravila tole, Staša, hvala. Zdaj pa povabim seveda, da izkoristim še to priložnost, Viljano, ker je rekla, da bi želela povedati, kako povečati imunost prebivalstva. In me zanima, kako bom jaz postal bolj imun. Pozorno te bom poslušal, beseda je tvoja. Ja, lep pozdrav. Moj naslov danes je povečati imunost, ne svojo, ampak prebivalstva. Prebivalstvo se hrani ne samo z vidno hrano, ampak tudi s to nevidno, z besedno hrano, z zrakom, z vodo. Kar pomeni, če želimo imunost Slovenije izboljšati, moramo izboljšati zrak, vodo, hrano, medsebojne odnose in ne nazadnje tudi besede, ki jih poslušamo vsak dan, ki jih med sabo izgovarjamo ali ki jih izgovarjajo z namenom ali manipulacije, kakor nam je danes že povedala naša predavateljica Jasna in Jerneja. Predvsem sem zdaj želela povedati za Jasno, da je strah tisti, ki ga nam želijo vcepiti, zato da izgubimo tisto naravno imunost, ki ima vsak. In strah je zelo, zelo lahko prebuditi v ljudeh, če se cel dan govori, koliko je mrtvih, koliko novih okuženih, koliko novih virusov bo prišlo. In imunost prebivalstva je odvisna od kolektivne zavesti. In trenutno na kolektivno zavest bombardirajo mediji, zdravniki, ki so plačani za to, da govorijo dobesedno laži, kot je tudi Jerneja povedala lepo. In to, kar trenutno dobivajo Slovenci in tudi ljudje po svetu, je hrana, ki ni zdrava. To so besede, ki so zelo nizke vibracije. Ljudi ne samo, da prestrašijo, v njih prebudijo veliko občutkov, ki so še dodatno škodljivi. Da ne govorim o vseh tistih ljudeh, ki so se iz strahu cepili in so si samo še poslabšali svoje zdravstveno stanje. Dolgoročno. Njihova vera, da jim cepivo koristi, je trenutno lahko za njih zelo dobra, vendar ne na dolgi rok. Imam znanko, ki mi je rekla, da se samo zato cepila, ker je bilo strah virusa. In ko se je cepila, je bila tako srečna, da je zdaj ta strah premagala, ker se je cepila. Njej ta vera na kratki rok sigurno koristi. Ni je več strah, da jo bo korona vrgla v posteljo. Ona je zdaj cepljena. Zaščitena je. Ampak telo je dobilo strupe, ki so v latentnem stanju lahko dolgo časa, lahko 1 leto, 2 leti. In ko bo imunski sistem pri tej osebi se je poslabšal, bo ta nevidna bomba v njenem telesu tako udarila in nihče ne bo hotel povezati s cepivi. Kolektivna imunost je odvisna od naše vlade, od naših ministrov za zdravstvo, od vseh, ki delajo v notranjem ministrstvu, ki naj bi čuvali zdravje, življenje ljudi. Odvisna je od vseh novinarjev, urednikov,
televizijskih oddaj. Ker to, kar se zdaj dogaja že nekaj mesecev, se kolektivna imunost zelo znižuje. In to se zelo dobro občuti, ko greš po ljubljanskih ulicah, ko greš po Sloveniji, veliko manj je ljudi, veliko manj nasmejanih obrazov. In ljudje množično obolevajo, pa ne zaradi virusov, zaradi tega strahu, zaradi kolektivnega strahu, zaradi kolektivne zavesti, da se moramo cepiti zato, da bomo premagali ta virus, ki ga sploh ni, ki ga ne moremo dobiti zaradi druženja z zaljubljeno osebo ali s prijatelji. Kot je Jerneja tudi omenila, ima vsak v sebi moč samozdravljanja. Če telesu damo dovolj spanja, dovolj gibanja, svežega zraka, zdravo hrano in lepe medsebojne odnose. Zato je kolektivna imunost naloga Ministrstva za zdravje, naloga naše vlade, naloga vseh tistih, ki delajo za državljane. Ni njihova naloga, da propagirajo cepljenje. Ne, njihova naloga je, da dvignejo imunost celotnega prebivalstva, ne samo Slovenije, cele Evrope in celega sveta. Danes ljudi kaznujejo, če nimajo maske. A ne bi bilo bolj modro, da bi kaznovali, če se jezijo, če niso ljubeznivi, če niso radostni, če se kregajo? Radost, sreča, prijaznost, sočutje, razumevanje, sodelovanje je zelo visoka vibracija, ki dviguje kolektivno zavest in prenaša veliko lepega. Ustrahovanje, laži, prevare, to zelo, zelo znižuje kolektivno zavest. Zato danes prosim našo vlado, naše Ministrstvo za zdravje, da začnejo govoriti tisto, kar bo dvignilo imunost slovenskega naroda. Da nehajo strašiti, da nehajo spodbujati cepljenje. Par dni nazaj mi je ena znanka omenila, da je bil njen mož v bolnici, 20 ljudi je bilo v sobi in samo 2 nista bila cepljena. Kar pomeni, da so bili cepljeni z velikimi resnimi težavami. O tem se ne govori javno. Kadarkoli, karkoli povejo javno, je samo zato, ker nekateri se niso še cepili. In ko se bojo vsi cepili, bojo vsi problemi rešeni. Potem bo imunost na najvišjem nivoju. In vsi bomo zdravi. Cepivo ne nas bi pozdravilo. Tako govorijo. In vendar je resnica druga. Mladi umirajo. Starejši obolevajo. Veliko se govori, da so se po cepljenju ljudje slabo počutili, kar nekaj jih je nažalost tudi fizično umrlo. A javnost o tem ne govori. Kolektivna imunost je najbolj pomembna za zdravo državo. Dolgoročno. In počutiti se moramo vsi odgovorni, da se bo ta imunost dvigovala, kolektivna imunost. Ni dovolj, da sem samo jaz imuna na vse te dogodke okrog mene.
ni dovolj. Pomembno je, da skupaj dvignemo kolektivno imunost. Skupaj. Da ne dovolimo, da lažejo po časopisih, po televiziji, da ne dovolimo, da propagirajo cepljenje in strupe v njih, da ne dovolimo, da nas razdvajajo, da ne dovolijo, da se objemamo, da ne dovolimo, da si zakrivamo usta in nos, da ne moremo dihati, ker dihanje je življenje. Da ne dovolimo, da nas ustrahujejo s kaznimi. Če ne boš maske nosil, boš plačal 400 evrov kazni. To je ustrahovanje, to je posiljevanje ljudi. Ljudje imamo naravni imunski sistem, ki kljubuje vsem tem izzivom. V nas in okrog nas. In Bogu hvala, da ga imamo. Bogu hvala. In zaupajmo sebi. Zaupajmo svojemu notranjemu zdravniku, ki je močnejši od vseh ustrahovanj, od vseh negativnih vplivov okrog nas. Veliko močnejši je. Zelo, zelo pomembno je, da se zavedamo, da smo 100% odgovorni za sebe in da nič ne delamo. Milena, lahko ugasneš mikrofon? In da nič ne delamo, ker bo naš imunski sistem poslabšalo. Kar pomeni, da skrbimo za zdravo življenje. Da skrbimo za zdrav način razmišljanja. Za zdravo vodo, da pijemo. Da dovolj spimo. Da imamo lepe medsebojne odnose. In da smo res vsi člani društva Beli za srečno življenje. Res srečni. V notranjosti, da nas ni strah, da ta strah zamenjamo z vero, da smo resnično vredni, da smo zdravi in da smo v lepih medsebojnih odnosih. Ker kjer je stres, pride bolezen. Zdrava hrana je res pomembna. Vitamini so pomembni, zelenjava je pomembna. Pomembno je počivanje. Pomembni so sprehodi, pomembna je čista voda, ampak najbolj pomembna je vera v življenje, vera v sebe, vera v svoje zdravje, vera, da smo močnejši kot vsi ti izzivi okrog nas. In ta vera nas v bistvu rešuje. Koliko je ljudi, ki živijo zdravo življenje, ne kadijo, ne pijejo dovolj vitaminov, zelenjave, spijo dovolj, D-vitamina imajo dovolj, tudi tako, da si ga dodajajo. In vendar pride en dogodek v življenju, izgubijo službo, recimo. Mogoče izgubijo ljubljeno osebo. Mogoče dobijo kakšno kazen. Mogoče jih je nekdo prevaral. In takrat se imunski sistem zruši. In ljudje zbolijo. Kar pomeni, da morajo ljudje na vseh nivojih skrbeti za sebe in omogočati tudi ljudem okrog sebe, da živijo čim bolj zdravo in popolno življenje. In kolektivno zavedanje, kaj je zdravje, je zelo pomembno v tem trenutku v Sloveniji, v Evropi in v svetu. In verjamem, da vse ta prizadevanje od vseh dobronamernih ljudi po vsem svetu, vse ta prizadevanja od društva Beli za srečno življenje, pomagajo dvigovati to kolektivno zavest in s tem tudi kolektivno imunost. Toliko danes od mene. Želim, da ste zdravi, veseli, radostni in hvala vsem danes predavateljem, ki so resnično nam
prinesli veliko radosti, novih informacij. Hvala tebi, Jerneja, za čudovito predavanje in hvala tebi, Mihajl, da si nam omogočil ponovno eno lepo srečanje članov Društva Belis in verjamem, da se bodo ta srečanja nadaljevala v nedogled. Hvala lepa, nasvidenje. Draga Julijana, iskrena hvala. Sedaj pa pozivam predsednika društva Belis, da ta večer sklene z zaključno mislijo in se pravi, ker vem, da se samemu sebi on ne bo zahvalil za čudovito predavanje. Dragi Miran, iskrena hvala za tisto prvo uro zelo bogatega sporočila, o katerem bomo še dolgo razmišljali in ga treba večkrat pogledati. Tako da, izvoli. Hvala. Najprej bi se zahvalil še enkrat Jernej, ker danes nam je ponudila toliko pozitivnih besed, da se z besedami to sploh ne da povedati. Ne. In Zemlja spreminja frekvenco, ljudje dvigamo energijo. In danes smo tukaj v društvu Belis dosegli balon svetlobe, ki ga bomo sigurno v naslednjem tednu poslali po Sloveniji in tudi čez mejo z vsemi temi govori, ki so bili tukaj. In resnično je, lahko se nas resnično bojijo. In bojijo se lahko samo resnice, ker resnica lahko prodre v vse pore. In verjamem, da bo v bistvu kmalu bolje, predtem bo pa sigurno še potrebno dati skozi določene naloge, ki bodo težke, samo bodimo veseli, da to lahko doživimo, ker čez leta bo življenje popolnoma drugačno. Zdaj bi pa za konec samo še prebral nekaj tukajle. Bitka med temo in svetlobo na fizičnem območju Zemlje, to je v svetu ljudi, je vse bolj očitna. A vnebovzeti mojstri nam sporočajo, da naj ne dajemo preveč svoje pozornosti in čustev navideznemu zaostrovanju razmer v zunanjem svetu ljudi. Tema poskuša z zadnjimi močmi, da bi si pokorila človeštvo, a v resnici se zaveda, da praktično nima možnosti, da uspe udejaniti svoje zle nakane. Mojstri pravijo, da stvari na Zemlji ne gredo na slabše, v resnici gredo na boljše, ker svetloba se nezadržno stopnjuje oziroma povečuje na Zemlji. Vse več ljudi se prebuja in vsi pritiski na človeštvo so namenjeni predvsem iz enega razloga, in to je, človeštvo se mora prebuditi zdaj. Ljudje se ne prebujajo, če jim je v življenju v redu. Le ko je izvršen določen pritisk na njih, se začnejo usmerjati vase in navzgor ter dvigovati svojo zavest. Vse stiske v današnjem času so namenjene le prebujanju človeštva. Tisti, ki ste že doslej določeno stopnjo prebujanja, ste pod zaščito mojstrskih in angelskih bitij luči. Če še doživljamo pritiske v svojem življenju, to pomeni, da se moramo še bolj pogosto in še močneje, bolj srčno usmerjati v globino svojega srca in navzgor k višjim območjem luči in bitjem luči. A kot prvo, potrebno se je usmerjati k Bogu v sebi. Svetloba na Zemlji se vse bolj stopnjuje, ljudje se vse bolj prebujajo. Mojstri pripravljajo mnoga posredovanja za pomoč človeku, a budno spremljajo potek dviga zavesti in prebujanja človeštva. Človeštvo bo preživelo, Zemlja bo preživela, prebujeni bodo zagotovo preživeli. Od leta 2025 dalje začeli postopno graditi novo zlato dobo na fizičnem nivoju. Da,
leta 22 do 24 bo človeštvo še prehajalo skozi na videz uničevalne razmerje. Očitno se le na ta način prebuja, a za vsakim dnem smo bliže zmagi, luči zase in za vso zemljo. Kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. To je to za danes. Hvala. Majno vprašanje, Lidija, če bi Okay. Ja, Lidija, želiš kaj povedati ali samo tako roko gor dala? Po moje, da nima kaj zapovedati. Ok, hvala še enkrat Ja, vsem. živela. Ja, mi bomo tlele izključili mikrofon, vi med seboj, ki ste pa gor, izkoristite mogoče minutko, če imate čas. Pomenite se med seboj. Jaz sem imel namen kreirati tudi neke sobe, ampak mislim, da ker smo kot ena skupnost, en organizem, da se ne rabimo deliti v balončke in v sobe, če glih so tematike različne, en ima probleme z otrokom, en s službo, en z zdravjem, različno, ampak več ljudi zmeri več ve in prav je, da si stojimo vsi ob strani in si pomagamo. Tako da, Jerneja, sporočilo zate, tebi, čez lužo, kadarkoli boš tukaj rabila kogarkoli od nas, sporoči nam in če bo v naši moči, ti bomo pomagali oziroma ti stali ob strani. In hvala ti za ta dan, da si vzela čas in vse svojo energijo in znanje tudi podelila z našimi člani in za vso Slovenijo. Tako da še enkrat iskrena hvala. Hvala tudi vsem tukaj zbranim in še enkrat se vidimo in ostanemo na zvezi. Hvala. Še vprašanje. Pardon, a lahko še nekaj, lepo prosim. Ja, zdaj smo zaključili. A že? Ja, pa. Mogoče naslednjič. Naslednjič. Hvala. Profesor Trzin sem izvedela. Oni zdaj se bojo moramo jim pustiti tudi njihov čas. Evo, ja. Poslušaj, eno čisto, jaz te že skozi spremljam.